Maribor je včeraj znova slavil. Nogometaši Maribora so namreč v prvem krogu Lige prvakov v Ljudskem vrtu igrali neodločeno. Tekma s Sportingom iz Lizbone se je končala z rezultatom 1:1. Strelec odločilnega zadetka za izenačenje je bil Luka Zahovič. V skupini G imajo po prvem krogu vse 4 ekipe enako točk, saj se je tudi dvoboj med Chelseajem in Schalkejem končal z rezultatom 1:1. Mariborčani bodo naslednjo tekmo v tem tekmovanju igrali 30. septembra, ko bodo gostovali pri Schalkeju. Tako kot smo napovedovali, na vsako tekmo gremo na zmago, ne glede na nasprotnika. V vsaki tekmi želimo biti boljši nasprotnika. Danes smo šli v igro, katero smo si želeli. Pomeni, želeli smo priti v Ligo prvakov, videli smo, kaj je ta nivo in ugotovili, da je ta nivo zelo, zelo visok. Enostavno tekmo bi se lahko razgledali tudi drugače. Lahko bi zmagal Sporting, lahko bi zmagali tudi mi. Imeli smo dovolj priložnosti. Je res, da smo videli, da je Sporting tehnično izjemno dobra ekipa, ampak enostavno verjeli smo v to, da lahko izenačimo, verjeli smo na to, da lahko dosežemo zadetek in to se nam je na koncu tudi obresovalo in mislim, da je neodločen rezultat pravičen. Dobra 2 meseca po predčasnih parlamentarnih volitvah bodo poslanci glasovali o 12. slovenski vladi. Koalicijska podpora je zagotovljena in če ne bo kakih zapletov, bodo kandidati stranke Mira Cerarja, Desusa in Socialnih demokratov do večera potrjeni kot ministri in bodo tudi prisegli. Presenečenja ni pričakovati, saj imajo koalicijske stranke trdno večino v državnem zboru. Spoštovani visoki zbor, spoštovane državljanke in državljani, skupaj s predlaganimi kandidatkami in kandidati za ministre se zavedam odgovornosti, ki jo prevzemamo za sedanjost in prihodnost te družbe. Prizadeval si bomo ohranjati trdno koalicijo in vzpostaviti ministrsko ekipo, ki bo zelo operativno in z merljivimi rezultati izvajala tisto, k čemur smo se zavezali. Zavezali pa smo se politiki, ki bo Slovenijo popeljala iz krize. Zavezali smo se politiki, ki bo v Slovenijo prinesla stabilnost ter višjo politično in pravno kulturo. In ne nazadnje smo se zavezali politiki, ki bo, kot rečeno, presegala nesmiselne delitve s ciljem povezovanja, ustvarjanja ter zagotavljanja dostojnega življenja. Evropska banka za obnovo in razvoj letos Sloveniji napoveduje 0,7% gospodarsko rast. Prihodnje leto pa naj bi se bruto domači proizvod okrepil za odstotek. Še maja je EBRD Sloveniji za letos napovedovala ničelno rast, zdaj pa jo je izboljšala zaradi večje gospodarske rasti v prvem in drugem četrtletju. Kljub temu pa banka opozarja na prepočasno prestrukturiranje podjetij. Redno zaposleni delavci športnega centra Pohorje so v torek prejeli celotne neto plače. Ker jim družba ni plačala prispevkov in drugih obveznosti, se bodo v sindikatu v morebitni stavki odločili do petka. Športnemu centru Pohorje grozi stečaj, potem ko so se v DUTB-ju prejšnji teden odločili, da podjetja ne bodo dokapitalizirali s 3,7 milijona evri, kot je predlagala uprava. Kot so pojasnili, dokapitalizacija ni ekonomsko upravičena. Celjski kriminalisti danes nadaljujejo z ogledom kraja požara v skladišču Alpexa v Celju. Neuradno naj bi požar, ki je izbruhnil v sredo, povzročili delavci pri varjenju in montaži novega varnostnega sistema. Pred dnevi je bilo namreč vlomljeno v skladišče in se je uprava Alpexa odločila za novo varnostno opremo. Po prvih podatkih gmotna škoda je izjemno velika, saj je zgorilo 90% zalog v skladišču, kjer so skladiščili gostinsko opremo. Požar, ki ga je gasilo več kot 100 celjskih gasilcev, je skladišče popolnoma uničil, uničen pa je tudi del upravne stavbe. Eden od aretiranih na 3. mariborski ustaji decembra 2012 je na današnjem predobravnavnem naroku na okrožnem sodišču v Mariboru priznal, da je na protestu metal granitne kocke na policiste. Tožilstvo zanj predlaga 7 mesecev zapora, ki jih lahko odsluži z delom v splošno družbeno korist. Sodnica bo sodbo razglasila v petek. Predobravnavni naroki so danes razpisani za 9 aretiranih na 3. mariborski ustaji. 2 se naroka nista udeležila, 3 so krivdo zanikali, 3 pa do pol dneva še niso prišli na vrsto. Obtožnica osumljene bremeni suma storitve kaznivih dejanj napada na uradno osebo, v policiste naj bi med drugim metali granitne kocke in steklenice.
Po noči bo še po večini jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. V petek zjutraj se bo od zahoda pooblačilo, čez dan bo v vzhodni Sloveniji delno jasno, drugod pa pretežno oblačno. Popoldne se bodo v zahodni in ponekod v srednji Sloveniji pojavljale manjše padavine, deloma plohe. Čez dan bo začel pihati jugozahodni veter. V soboto bo v vzhodni Sloveniji delno jasno in po večini suho, drugod bo pretežno oblačno. V zahodni in deloma v osrednji Sloveniji se bodo pojavljale padavine, deloma nevihte. Pihal bo jugozahodni veter. V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma nevihtami. Nekoliko bo že hladneje. Danes v dnevniku televizije Maribor. V oddaji podrobneje o nogometnem boju med Mariborom in Sportingom. Mediji poročajo, da bo mariborsko letališče dobilo linije, na letališču pa o takšnih načrtih ne vedo nič. Število mladih storilcev kaznivih dejanj upada, kriminalna dejanja pa se iz ulic selijo na splet. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.